In se absolutno strinjam, se pravi, prvo sva rekla, negotovost je fact življenja, lahko rečemo. Ja, to je fact, tako. To je mogoče edini res fact. Ja, ne vemo, kaj bo preneslo. Ne? Zdaj pa ljudje se spopadajo s tem, ker to je lahko neprijetno, s tem, da delajo ideje v glavi, kako prihodnost bo. In tudi, če je ta prihodnost v moji glavi zelo, zelo slaba, je vseeno boljše kot negotovost. Ja. Zato jo zberem, ampak to je napaka. Ne? Mogoče, če bi najdel smisel v negotovosti, da je to lepota življenja, da ta smisel vsakega dneva najdemo, da ne vemo, kaj bo prinesel. In obrnemo iz strahu v radovednost ali pa v... Ja, mogoče smisel je malo prehuda beseda. Ne? Zakaj? Ne vem, jaz s tem smislom... Mogoče jaz ne razumem te besede. Ne? No, sej, besede so vsakih po svoje. A veš, smisel, ampak mogoče to je moja osebna, veš, to je moj horizont, ne, ki je mogoče samo moj. Jaz, če mi rečeš smisel, mi to spet nekaj fiksira. Ne? In ideja tega, da se ti soočiš z negotovostjo, je pa, da nič ne fiksiraš. Ne? Okay. Ampak vse ostalo se pa strinja, kar si rekel. Torej, da gledaš v naslednji trenutek kot izziv, ne pa kot neki nevarnost. Ne pa kot nevarnost, bravo. Ja, ne pa kot nevarnost. Torej, ker mi gledamo naslednji trenutek kot nevarnost večinoma. Ne? Kar evolucijsko, jaz to čisto razumem. Ja. Ampak evolucijsko dolg časa v razvoju nismo imeli te projekcije. Ne? Ko se je projekcija razvila, je zdaj pa treba mi moramo to projekcijo uklepaj dati snad. Ne? Vse je fajn, mislim, to nam je zelo pomagalo ljudem, da znamo pričakovati prihodnost. Ne? Torej vse te ekstrapolacije so super, ne? To, kar recimo umetna inteligenca dela. Ne? Ampak kar pa ne znamo, ko pa enkrat jo imamo, ne znamo tega uklepaj dati. Torej reči, lej, to se je do zdaj, če sem takole bil, se je do zdaj tako dogajalo. Ampak nobena stvar na svetu mi ne zagotavlja, da bo se tokrat tudi to zgodilo. Ne? Torej, lahko da se bo, mogoče zelo verjetno, da se bo, ampak znam jaz to dati uklepaj, pa gledati naslednji trenutek kot ne vem, ta ne vem pozicija. Ne vem, jaz ne vem, če bi zdaj iz tega smisel naredil ali kaj. Sam kot nek skill, kot neka veščina, da pogledam naslednji trenutek kot adventure. Ne, kot, pojma nimam. Ne? Ja, sej, točno to, kar si zdaj rekel, jaz tretiram kot smisel, ne, ker že to, da se jaz zjutraj vstanem, pa da imam neko raven motivacije za iti v dan, jaz vidim smisel v njemu, avtomatsko. Ne rabim o tem razmišljati, fiksirati, karkoli, ampak dokaz je moja akcija, da vidim smisel v delu, da bom plačal položnice, kupil hrano, imel ene potrebe zadovoljene. Ja. Medtem, ko jaz to delam, ne razmišljam o tem, kaj je smisel tega dela. Če to delaš, si zelo slabo. Si zelo slabo. Zato imam jaz problem s smislom. Se strinjam s tabo, ja. Smisel, pa se moraš ti spraševati. Konstantno iščeš. Jaz imam toliko ljudi, ki rečejo, zakaj bi to počel, vse to pa nima, a veš, smisla, ne? Ja. Probi enkrat 10 minut početi nekaj, kar nima nobenega smisla. Meditacija. Recimo meditacija, čeprav jaz se bojim, da večina ljudi, ki meditira, to z zelo jasnim načrtom dela. Ne? Ja. Da se bom sprostil, da bom... Stranski učinki, ja. Ja, ne? Ja. Kar je seveda, kar se meni tiče, totalno proti ideji meditacije. Ampak, ja. Torej, ti šamani, Castaneda, to so temu rekli not doing, torej nedelovanja. Ne? A lahko nekaj časa ne deluje, zato brez smisla, brez namena, tega ne bom delal zdaj za to, da, ampak pač Ker če dobro pogledaš life, cel life je brez smisla. Ne? Ja. Celo življenje ni tako, da zdaj bom pa službo imel dobro, zato da bom imel veliko denarja, da bom imel dobro hišo, kaj pa pol, ne, pa bom pa umrl. Pa greš v nebesa. Ne? Ja. Tukaj ljudje najdejo pol na nov level smisla. Zato so te prakse, ki jaz rečem, tako diametralno nasprotje ostalim verovanjem. Ne? Ker ti, tako kot si rekel, usedeš se in niti ne meditiraš, ti samo sediš. Ja. Zakaj bi to delo? Ne? Mora biti nek cilj. In tukaj, veš, ostala verovanja tudi pridejo s tem, zakaj bi bil dober. Zato, da greš v nebesa. In vse delaš z nekim namenom. Ja. In to je teže življenje, bi jaz rekel. Ne? Če pa delaš z nekim
neko delo, sam zaradi dela samega, ali pa sediš sam za... A veš, dostakrat me ljudje vprašajo, zakaj meditiraš, ne? Zato, ker je takrat čas za meditacijo, pač ne ukvarjam se s tem. Zjutraj je pač takrat čas za to, ne? Jaz v bistvu tudi ne umivam si zob zato, da bom imel zdrave zobe. Takrat ne razmišljam o tem. To je v bistvu takrat čas za umivanje zob in umivam zobe. A ne? Če bi jaz konstantno vsak dan mogel pred umivanjem zob razmišljati, joj, pa odpadli mi bojo, če ne bom, pa ja, pa moram to, pa moram tisto, ne? Bi pokuril svojo življenjsko energijo, miselno energijo, totalno že do 10 zjutraj. In ne bi mogel nič ustvarjati. No. Mislim, jaz moram iskreno povedati, jaz ne vem dovolj o tem. Meni je to velik vprašaj, kako balans nesmisla in smisla. Ne. Jaz mislim, da pač ene stvari delamo z zelo jasnim namenom, da bi, ali pa ne zelo jasnim, ali pa zato, ker so drugi to delajo, pa se pokaže, da so v redu. Ne? Ja. In zdi se mi, da mlade generacije so čisto obsedene s tem, iz mojega vidika, kaj je dobro za mene. Ne sam umivanje zob, kaj je za mene, če pa to nima smisla za mene, pa jaz tega ne bom delal, je to dobro za mene, bo to mene. To je do neke mere, jaz to razumem in do neke mere ima to verjetno smisel. Ne? Jaz bom zdaj šel v službo, zato da bom služil denar, da bom lahko preživel. Ampak na nek način je pa to največji strup, ki si ga lahko v življenju. In tisti, ki so res celo življenje, jaz ne vem, če so verni ljudje, tako nekateri, ne, da razmišljajo, da so etični samo za to, ne, ker upam, da Bog ni tak butelj, da bo tiste, ki so fejkali ves čas, samo za to, da jih bo on sprejel. Ampak who knows. Ampak drugače pa, ampak ti imaš zdaj, če gledaš te Instagrame mnogih teh influencerjev, vse je za to dobro, vse je za mene, zato da bom jaz, to je tako kratkovidno, ne? To je direktna pot v nesrečo, direktna pot v anksioznost in v nesrečo, da za sebe skozi skrbiš. Ne? Ampak spet pravim, kot vse v lifeu, je tu nek kompromis verjetno. Ne? To ni zdaj moj nasvet, pa nič. Veš, ne? To je tisti kontekst, ki sem govoril. Ne? Če tole zdaj mi zrežemo, sva v bistvu, ti hočeš v bistvu, vidiš, da je družba v enem ekstremu. In ta ekstrem povzroča nekaj trpljenja. In zdaj, da ti povlečeš iz tega ekstrema na sredino, ti moraš se postaviti na drugo stran. Tako. In kdo razume, da ti v bistvu drugi ekstrem zagovarjaš, ampak ne. Skoraj pri nobeni stvari ni tako. Ti zagovarjaš balans. Kar jaz zagovarjam je, da si vzameš 10 minut časa v dnevu in teh 10 minut ne porabiš za nobeno koristno stvar. Ampak to ne pomeni, da surfaš po internetu ali pa da surfaš po telefonu. Torej ne, da jih porabiš za to, ker to je koristna stvar, to je tvoj boj proti dolgočasju. Kratkoročno je koristno zate. Ampak da jih porabiš res za nekaj, kar nima nobenega smisla in tudi ni del neke tvoje navade. Tam to. Torej, to je 10 minut. Ne? Torej, to ni radikalno proti koristnosti in proti skrbi zase in tako naprej. Sam da vidiš, in moje izkušnje so take, da če recimo rečeš, to je Kurt Vonnegut na enem svojem nagovoru predlagal, kar bom zdaj rekel. Napišite pesem. Napiš pesem, v 10 minut si vzam ali pa 1 uro, napiš eno pesem, najboljšo pesem, kar jo lahko narediš, in potem, ko jo napišeš, jo raztrge in jo stran vrš. Nikomor ne preber, zažgi tisti papir in konec. Torej, da bo že od začetka jasno, da končni smisel tega, kar boš naredil, ne bo, da neki zate. Ne? To v isti delajo, tiste čovnčke, dela 3 tedne, tako. Ta čovnček, pa jih pa v reko dajo pa zažgejo. Ali pa tibetanski budisti, ki mandale delajo. Pa pride on, pa pride višji red in jo ritualno razdre.